Spoštovani državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, gospod Tone Slak, spoštovani župan občine Pivka, gospod Robert Smrdel, spoštovani poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Andrej Črnigoj, spoštovani svetnik Državnega sveta, gospod Janoš Keren, spoštovani gospod Silvester Gabršček, predstavnik Ministrstva za kulturo, spoštovani predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Crkvenik, spoštovana soavtorja razstave Igor Grdelin in dr. Gregor Antoličič, cenjeni obiskovalci, dragi prijatelji. Vse skupaj lepo pozdravljam na tej slovesnosti ob odprtju razstave Boj v zaledju strelskih jarkov s podnaslovom Vojaški transport na Soški fronti. Glasbeni uvod v današnjo slovesnost nam je pripravil Gašper Rebec iz Postojne, z bobni seveda, kot se za vojaški muzej spodobi. Nova razstava je del Interregovega projekta Walk of Peace, trajnostni razvoj dediščine Prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom, ki ga je skupaj s partnerji pod vodstvom Posoškega razvojnega centra oblikoval tudi Park vojaške zgodovine. V iskanju teme, ki naj bi v okviru projekta obdelali, smo se kmalu poenotili, da je transport v času Prve svetovne vojne tema, ki čaka na celovito obdelavo in muzejsko prezentacijo. K temu nas je spodbudilo tudi dejstvo, da je bil prav Šempeter na Krasu, današnja Pivka, pomembno logistično središče, kjer se je vse vrtelo okrog oskrbe armade na bojišču. Ne smemo tudi pozabiti, da je Šempeter na Krasu takrat dobil še eno železniško progo, in sicer 19 km dolgo oskotirno progo v Javorniške gozdove, ki je bila narejena za transport lesa za oskrbo armade. Park vojaške zgodovine bo tako od danes bogatejši za novo stalno razstavo, ki glede na dane možnosti celovito prikazuje področje vojaškega transporta Avstro-Ogrske armade na Soški fronti. Gre za pomembno pridobitev, tako v nacionalnem kot tudi širšem prostoru. Področje vojaške logistike je namreč pogosto spregledano tudi z vidika vojaških zgodovinarjev. Organizacija logistike ni delo vojskovodij in imenitnih generalov, gre za dolgočasne in hladne kalkulacije, trdo delo, ki ne razburja domišljije. Prva svetovna vojna je bila totalna vojna z vsemi značilnostmi nove industrijske dobe, kar se je odražalo v povsem novih in strašljivejših orožjih, a tudi v novih in učinkovitejših transportnih sredstvih ter sistemih, pri čemer je zlasti razvit železniški sistem omogočal prej nepredstavljivo hitro premikanje celih armad. Maja 1915, ko je kraljevina Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski monarhiji, se je na zahodnem robu slovenskega nacionalnega ozemlja vzpostavila frontna črta največjega vojaškega spopada na naših tleh v vsej zgodovini. Slovensko ozemlje je s tem postalo zaledje fronte, ki se je razen Posočja in Krasa sicer izognilo neposrednim posledicam vojaških operacij, a ga je bližina fronte silno zaznamovala. Pri tem velja zlasti izpostaviti transport, saj je bilo takrat slovensko ozemlje priča nepredstavljivo velikim premikom tako vojaških enot, kot tudi ogromnih količin orožja in streliva ter vsega drugega, kar je bilo potrebno za bojevanje na Soški fronti. Njene posebnosti z vidika transporta so bile predvsem izjemno težavno oskrbovanje enot v Visokogorju in pa velike potrebe po oskrbi z vodo na kraškem bojišču. Toliko za uvod. Z nami sta danes tudi dve učenki glasbene šole Postojna, in sicer Leja Rojc in Tija Kontelj, ki sta nam pod mentorstvom Maje Vrbnjak pripravili dve glasbeni točki, in sicer Linermanovo Besi blues in Sosejevo pripoved. Leja in Tija, prosim.
Hvala, dekleti. Park vojaške zgodovine se je rodil in se razvijal v plodovitem partnerstvu med lokalno skupnostjo občino Pivka in Ministrstvom za obrambo. Veliko čast nam je, da je danes z nami državni sekretar ministrstva, gospod Tone Slak. Gospod državni sekretar, vljudno vas vabim k nagovoru. Spoštovani gosti, ustvarjalci razstave. Odprtje razstave v vojaškem transportu na Soški fronti je zagotovo nov pomemben prispevek pri raziskovanju in ohranjanju naše vojaške dediščine. Vojaški transport je bil skozi zgodovino izjemno pomemben dejavnik za uspeh na bojišču. To se je še posebej kazalo v Prvi svetovni vojni, ko je bila izguba mobilnosti v taktični obliki videti hujša, kakor v logistični. Ko so vojaki enkrat prispeli na bojišča, so ugotovili, da je skoraj čarobna gibljivost, ki jo je zagotavljala železnica, izpuhtela. Iz oči v oči drug drugemu so s svojimi zalogami niso mogli več premikati nič kaj bolje, kakor rimske legije. Od konca železniške proge naprej so vojaki morali korakati, edino sredstvo za njihovo preskrbo pa je bil voz z vprežnimi konji. Logistična razsežnost je bremenila vso Prvo svetovno vojno in tudi zato, ker je vojska potrebovala vedno večjo dobavo streliva in topov. Soška fronta, 93 km dolga bojna črta od Rombona do Jadranskega morja, je bila eno najbolj krvavih bojišč in prizorišče največjega spopada na slovenskem ozemlju. Vojaki različnih evropskih narodov so tu umirali zaradi teženj velikih sil po premikanju državnih meja. Čeprav so slovenski vojaki v njej bili boj za tuje interese, so to naše zgodovinske vojaške izkušnje. Prepričan sem, da je treba spomin na bitke in boje oziroma na vojno dogajanje, ki je potekalo na slovenskih tleh, ohranjati, skrbeti za pomnike vojnih dogodkov na naših tleh in si prizadevati, da te dogodke širši javnosti predstavimo s časovne distance ter na podlagi sodobnih pristopov zgodovinske in muzejske stroke. Gotovo je najgloblje sporočilo, ki ga daje spomin na Prvo svetovno vojno, sporočilo o krutosti, ki se je dogajala tukaj, in opomin, da se taka človeška morija nikoli več ne ponovi. Žal se danes na evropskih tleh, na pragu Evropske unije, soočamo z vojaško agresijo. Z napadom Rusije na Ukrajino smo se zbudili v drugačno Evropo. Spremljanje posnetkov napadov na ukrajinska mesta, poročila o vedno večjih človeških izgubah in podobe prestrašenih otrok nas neizpodbitno opozarjajo, da mir ni samoumeven. Vsi imamo pravico, da ljubimo svojo domovino, svoj narod in svoj jezik, vendar pa nas ta ljubezen domovine ne sme nikoli zaslepiti, da ne bi več videli enakih hotenj drugih narodov. Medsebojno razumevanje in mir sta namreč velik, a žal tudi nadvse ranljiv vrednoti. Vsak dan se moramo zanjo truditi. Pomembno je zavedanje, da si vsi delimo del sveta, na katerem živimo. Kajti vsi smo del istega človeštva. Niti posameznik, niti en sam narod brez sodelovanja z drugim ne moreta dobro živeti. Vojaški muzejski stroki dajo na Ministrstvu za obrambo velik poudarek. Od lanskega junija deluje v okviru ministrstva tudi nova uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino. Njene glavne naloge so zbiranje, ohranjanje, varovanje ter posredovanje osnovne in nesnovne vojaške dediščine in vojaška muzejska dejavnost, ki jo izvaja Vojaški muzej Slovenske vojske. Poleg tega pa tudi naloge povezane z vojnimi grobišči, vojnimi invalidi, vojnimi veterani in žrtvami vojnega nasilja. Z ustanovitvijo te osrednje točke želimo učinkovito ohranjati spomin na zgodovinska dejstva vojnih dogodkov, pomagati k razumevanju lekcije zgodovine in nadgraditi pretekle vojne dogodke z vrednotami spoštovanja, sodelovanja ter prijateljstva. Ministrstvo za obrambo in Park vojaške zgodovine gojita že ustaljeno tradicionalno sodelovanje, ki posega na več področij, tako na področje vojaške dediščine, kot tudi slovenske vojske in njene promocije. S tem sodelovanjem smo na ministrstvu zelo zadovoljni in ga nadaljujemo tudi v letošnjem letu. Park vojaške zgodovine se je izkazal tudi kot zelo pomembna institucija,
pri obeleževanju 30. obletnice slovenske osamosvojitve. Prav tako smo hvaležni za promocijske dejavnosti Parka vojaške zgodovine v dobrobit Slovenske vojske. Promocijska stojnica Slovenske vojske v parku, ki ima izjemno veliko število obiskovalcev, se je namreč izkazala za zelo učinkovito in dobrodošlo pri obveščanju mladih o možnosti zaposlovanja v Slovenski vojski. Vojaški muzej Slovenske vojske, ki je del uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino, tesno sodeluje s Parkom vojaške zgodovine vse od njegovega nastanka. Verjamem, da se bo to sodelovanje še krepilo. Rezultati sodelovanja so vidni skozi postavitev razstav, popolnjevanje zbirk oziroma razstavnih vsebin in organiziranje drugih dogodkov, pri katerih se širša in domača tuja javnost seznanjata s posameznimi poglavji slovenske vojaške zgodovine. V veselje nam je tudi, da lahko pomagamo pri transportu in obnovi muzejskih eksponatov, hkrati pa tudi pri pridobivanju zanimivih primerkov militarij iz tujine, ki so nekdaj bile na Slovenskem muzeju ali pa so se z njim srečevali naši predniki na različnih bojiščih izven naših meja. Prepričan sem, da s tem Park vojaške zgodovine in naš vojaški muzej Slovenske vojske pomembno prispevata k krepitvi državljanske zavesti in ohranjanja spomina na naše prednike, ki so nemalokrat bili izpostavljeni hudim vojaškim preizkušnjam za obstanek Slovencev na svoji zemlji. Spoštovani, iskreno vam čestitam ob tem izjemnem projektu, ki je združil k sodelovanju tako veliko število priznanih institucij in vrhunskih sodelavcev. Na Ministrstvu za obrambo smo zavezani prizadevanju, da tudi v prihodnje primerno počastimo spomin na vojne dogodke na slovenskih tleh in tako širimo zavedanje o pomenu miru in prijateljstva med narodi. Želim vam, da bi razstava pritegnila mnogo obiskovalcev in da bi vse nas še tesneje povezala v prizadevanju za mir. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Slak. Dovolite mi, da se pred samim odprtjem razstave zahvalim vsem, ki so kakorkoli pripomogli k njeni postavitvi. Najprej hvala soavtorjema razstave, Igorju Gardelinu in doktorju Gregorju Antoličiču. Igor Gardelin je dneve in tedne preživel v različnih arhivih, zlasti v Dunajskem vojnem arhivu in s tem pripravil pomembno podlago tako za postavitev razstave, kot za nadaljne raziskave ter objave. Dr. Gregor Antoličič pa je kot uveljavljen raziskovalec Prve svetovne vojne obdelal 3 samostojne teme. Begunce, selitev poveljstva Jugozahodne fronte iz Maribora leta 1916 in konec vojne. Obema hvala za korektno in plodovito sodelovanje. Hvala tudi sodelavcu Petru Požarju za vso pomoč pri zbiranju in obdelavi gradiva ter Teji Morel za administrativno vodenje projekta. Hvala vsem strokovnim sodelavcem. Posebej bi izpostavil Gregor Žorža, ki je na novo izdelal geografsko karto transporta na Soški fronti ter nam dal kar nekaj dragocenih pripomb in nasvetov. Hvala Ivanu Rudolfu, lastniku Vojnega muzeja Črnivrh, ki nam je podaril segment oskotirne proge in nam za potrebe razstave posodil silno dragocen motor oskotirne železnice. Hvala Davidu Eriku Pipanu in pa profesorju Vinku Avsenaku, s katerim sva se kar nekajkrat zaklepetala na temo te razstave vse tja do poznih večernih ur. Hvala dr. Petri Svoljšak z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, Marku Štepcu iz Muzeja novejše zgodovine, Jako Filiju iz Kobariškega muzeja, Davorju Krnelu iz Goriškega muzeja, Igorju Baš in še mnogim drugim. Hvala avtorjema maket Franciju Pogačarju in Janku Samsi za odlično opravljeno delo. Hvala Alešu Jelinčiču za konzervacijo predmetov, Katarini Toman Kracina in Damjanu Kracini za stenske poslikave. Hvala Loreni Jaksetič in Meti Žvokelj za jezikovni pregled teksta razstave, Mojci Komel za prevod v italijanščino in Tinetu Verbiču za angleški prevod. Oblikovanje razstave je delo Irine Šinkovec. Pri postavitvi pa ste je pomagala Tilen Horvat in pa naš Aleš Jug. Vsem skupaj še enkrat hvala in čestitke za upravljeno delo.
Nenazadnje hvala tudi vsem partnerjem v projektu Walk of Peace, še posebej vodilnemu partnerju, Posoškemu razvojnemu centru in pa fundaciji Poti miru. Še preden se podamo nadstropje višje, kjer bo državni sekretar s prerezom traku odprl novo razstavo, nam bo Gašper Rebec zabobnal še eno skladbo. Po ogledu razstave ste lepo povabljeni v sosednjo dvorano. Kuhar Borut je skuhal čisto ta prav vojaški grenadir marš in menda ga velja poskusiti. Želim vam lep dan še naprej. Odlično. Hvala lepa. Malo? Najpogostejši tip pozast, čeprav roboti teh vozov sila različno modifikacij, glede na teren, glede na potrebe, tudi čisto specializirana vozila. Kad sem ti kozovc naredil v kamnite stebre. So bili oni pelali gor na Gregorčiču, gor na vrh.